O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in rekel, tot bodo živeli veseli ljudje. Skopo je meril lepoto, ko je trosil po zemlji od vzhoda do zahoda. Šel je mimo silnih pokrajin, pa se ni ozrl nanje. Puste leže tam, strmej proti nebu slepimi očmi in prosijo milosti. Nazadnje mu je ostalo polno perišče lepote. Razsujil je na vse 4 strani, od Štajerskih goric do strme Tržaške obale, pa od Triglava do Gorjancev in rekel, veseli ljudje bodo živeli tot, pesem bo njih jezik in njih pesem bo viskanje. Vsekakor je rekel, se je zgodilo. Božja setev je pognala kan in je rodila. Zrasla so nebesa pod Triglavom. Oko, ki jih ugledal, strmi pred tem čudom Božjim, srce ostrpeče od same sladkosti, da je Bog ustvaril paradiž, veselemu rodu, blagoslovljenemu pred vsemi drugimi. Vsekakor je rekel, se je zgodilo. Bogatejši so pa z drugi jeziki, pravijo tudi, da so milozvočnejši, bolj pripravni za vsakdanjo rabo ali slovenska beseda. Je beseda praznika, petja in uriskanja. Iz zemlje same zveni, kakor velikonočno potrkavanje in zvezde pojo, kadar se na svoje svetli poti ustavijo, ter so ozro na čudežno deželo pod seboj. Vesela domovina, pozdravljena iz veselega srca. Slišali smo odlomek iz Kurenta v interpretaciji našega igralca Toneta Kuntarja. Spoštovane gospe in gospodje, dragi prijatelji slovenske kulture. Tu smo se zbrali, da počastimo ime našega velikega mojstra pisane besede Ivana Cankarja. Jutri bo namreč minilo 140 let od njegovega rojstva. Bil je večstransko razvit umetnik, nedvomno fenomen, ki se je ne glede na razmere povzpel v vrh kanona slovenske, pa tudi svetovne literature. Seveda je bilo o Cankarju napisanih mnogo razprav, danes pa bomo naše odlične goste povprašali, na kaj naj bo ljubitelj slovenske ustvarjalnosti pri njem najbolj pozoren. Kje naj osredotoči pogled na njegovo veličino? Ali je morda določena po splošnem prepričanju samoumevna vprašanja vredno znova prevetriti? Zanimala nas bo tudi igralska izkušnja pri dramski interpretaciji Cankarjevih likov. Spoštovane gospe in gospodje, med nami so dr. Igor Grdina, gospod doktor je doktoriral iz lingvistike in zgodovine, raziskovalno pa se ukvarja predvsem zgodovino starejše slovenske književnosti, s kulturno zgodovino, politično zgodovino 19. stoletja. Seznam dejavnosti je seveda še zelo dolg, avtor številnih znanstvenih člankov. Mimogrede bi pa želel omeniti, da je napisal tudi nekaj libretov za opere in operete, med njimi novi libreto za opereto Princesa vrtoglavka Josipa Ipavca. In kot bomo videli nekoliko kasneje, tudi Cankar je bil libretist. Akademik, profesor dr. Janko Kos, kje bi začeli? Akademik od leta 1963, 83, ja, se upravičujem. Seznam dejavnosti zopet zelo dolg, od začetkov v DZS-ju pa kot dramaturg v Ljudkovnem gledališču,
Tisti, ki ste hodili na gimnazije, ste študirali po njegovih učbenikih, prav tako avtor številnih znanstvenih razprav, osredotočen na obdobje okoli Prešerna, Vodnika in Matije Čopa, večkratni predstojnik oddelka za primerjalno književnost in lahko o dr. Kosu in dr. Grdini bi lahko govorili pravzaprav toliko kot o Ivanu Cankarju. Če bi z enim izrazom označil oba gospoda, bi se odločil, da bi rekel monstrum scientarium. Gospod Kuntner, domoljub, pesnik, borec za človekove pravice, dramski igralec, zopet dolg seznam. Gospod Kuntner, imam jaz prav v spominu, da ne bom spet zamešal letnice, da ste prvo pesniško zbirko izdali že leta 66. No, kar dolga je že pesniška našega prijatelja Toneta Kuntnerja. Gospoda Kuntnerja bomo pa seveda povprašali tudi o dramski izkušnji. Nastopil je namreč v vseh, tako rekoč v vseh Cankarjevih dramah, igral je dolgo leta v mestnem gledališču Ljubljanskem. Je pa tudi interpret v delu Moje delo je knjiga ljubezni, odpri jo domovina. Če se ozremo na Cankarja, ali vas lahko, mogoče bomo šli potem kar iz moje desne proti levi, bomo torej potem vas prosili, da začnete dr. Grdina. Vas lahko prosimo, da nam poskušate osvetliti duh časa, v katerem je Cankar zablestel, prav tako pa seveda to sprašujem dr. Kosa. Kdo so bili njegovi vzorniki v mednarodnem prostoru? Kakšen čas je bil to za Slovence, ki ga imenujemo meščanska renesansa? Kako bi skratka Cankarja umestili v duhovni razvoj slovenskega naroda? Ja, hvala za povabilo, hvala za besedo. Pravzaprav je pri Ivanu Cankarju treba vendarle poudariti, da ni samo pisatelj, ampak je tudi kritični intelektualec. Že v času, ko se z Zolajem ta pojav pravzaprav rodi. Torej, nikakršnega zaostanka, če je torej generacijsko seveda mlajši od Zolaja, je pa vendarle v slovenskem življenju zavzel podobno mesto. Namreč, čeprav ni bil ravno aktiven politik, je politično časopisje vedno govorilo o tem, kaj Ivan Cankar meni. Ne samo, da se je zanj zanimala slovenska javnost, ko je 1913. leta govoril o Slovencih in Jugoslovanih, se je zanj zanimala tudi vojaška pisarna prestolonaslednika Franca Ferdinanda. Posledica je bil teden dni zapora in socialdemokratski časopis Zarja je potem hudomušno napisal, ko je prišel iz zapora, da poznati mu ni, če se je poboljšal, ker vsaka kazen je imela takrat še vzgojni namen. Skratka, ko govorimo o Ivanu Cankarju, na neki način govorimo o celotni duhovni pokrajini, ne samo o pisatelju, lahko bi seveda naštevali njegove zglede, lahko bi navajali za črtico seveda Altenberga, lahko bi recimo usporejali ga pri tistem, po čemer se meni zdi najbolj poseben, da je opazil v stvarstvu tudi živali, torej kot sodobnik Morisa Maeterlinka, ki je tudi eno svojih
knjig posvetil čebelam, ne, to, jaz mislim tu na ta cikel iz tujega življenja, ki je pa zelo, zelo, zelo poseben in seveda govori o njegovi duhovnosti in o tem, kako je pravzaprav naš sodobnik. Namreč v literaturi je bil človek vedno krona stvarstva, ne toliko živo bitje. Ivan Cankar pa je tukaj že po prestavil poudarek in zaradi tega se mi zdi še posebej zanimiv in zanimiv se mi zdi tu, kjer je izviren, kajti če pogledamo Maeterlinkovo življenje čebel ali iz tujega življenja, potem vidimo vse kaj drugačno, ne zdaj opisovanje, kakor pri Maeterlinku, ampak izražanje tega tujega življenja, torej človeku tujega, nerazumljivega, pa vendarle z neko posebno senzibiliteto opisljivega. Ne smemo pozabljati tudi, da je Ivan Cankar imel že v svojem času odmev, brez kakšnih agencij, ki bi podpirale natis njegovih del, torej bil je prevajan tudi takrat že v finščino, da ne govorimo samo o slovanskih jezikih. Skratka, Ivan Cankar je nekdo bil, nekdo je in čisto zanesljivo nekdo, torej Ivan Cankar bo. Gospod Kos? Ja, jaz bom tudi bolj aktualen. Jutri namreč ne bi imel neko predavanje, ki bo pa čisto drugačno. Ivan Cankar, kako rečeno, že med Cervantesom in Shakespearejem. To bo akademsko znanstveno predavanje in zato bi pa rad tukaj govoril zelo aktualistično. In sicer v tem smislu, Cankar seveda velik umetnik, literat in tako dalje, ampak mečkeno se moramo bati preveč sladkobne podobe Cankarja, kakršna je verjetno najbolj udomačena v šolah. Skodelica kave, pa tako naprej, v gimnaziji hrpenenje, po cankarjansko in tako dalje. To je premalo seveda, ker Cankar je pa precej več in kot je rekel kolega Igor, to je vsestranska intelektualna osebnost velikega formata, ne sicer direktno zmeraj politika, ampak vendarle tudi politična figura, vsekakor pa človek, ki je v sebi združil recimo tisto, kar je na začetku 20. stoletja in še kasneje veljalo za moderno Evropo. Jaz bi rekel, sploh to, kar sem že nekje povedal, Slovenci imamo 3 genije seveda. Nažalost, tudi pri Slovencih se geniji rodijo samo vsakih 100 let ali pa celo več, vsakih 300 let. Med Trubarjem in Prešernom je minilo koliko let? 300 let, recimo, ne? Zdaj med Prešernom in Cankarjem 100 let. Samo te 3 genije imamo in seveda vemo, kaj je Cankar naredil, ta silen premik, preskok v moderno Evropo, kajti v njem imamo vse tisto, kar je moderna Evropa od 19. stoletja naprej rodila in kar je on vzel vase in prenesel k nam in seveda, ker je še danes naša usoda. Čisto sigurno. V Cankarju najdemo seveda v njegovih, kako bi rekel, jasno, romanih, dramah, pa tudi v kritikah, polemikah in tako dalje, vse glavne silnice duhovnega življenja Evrope od njegovega časa naprej. Bil je na začetku seveda malce liberalca, še kot dijak ali kaj takega, bil je tudi anarhist malo na Dunaju, potem je postal socialist, tudi to, marksist celo nekaj časa, kasneje se je od tega oddaljil in je sploh počel stvari, ki so še danes aktualne. Se pravi, neka kritika socialdemokracije, neka kritika jugoslovanstva, neka kritika klerikalizma že prej, zlasti pa liberalizma. Njegova kritika liberalizma je absolutno danes zelo aktualna in pravzaprav zaželena.
ker živimo le v dobi nekega, ne bom rekel, neoliberalizma kot posebne oblike kapitalizma, živimo v dobi nekega levega liberalizma, ki razsaja tudi po Sloveniji kot edino zveličavna ideologija, ampak Cankar je bil že takrat hud kritik liberalizma v vseh teh oblikah. Ne. Tako da se mi zdi, da v njem je treba za našo rabo iskati predvsem te ideje, ta stališča, ki nas lahko, tako rekoč, bolj sigurno peljejo skozi današnje življenje, skozi današnjo slovensko družbo, ob tej slovenski državi in tako dalje in tako dalje. Mimogrede rečeno, recimo, kje so take elementi iz Cankarja za našo rabo. Recimo, angažirana literatura, angažma. On je bil absolutno za angažirano literaturo in vemo, da nekaj časa je bilo pri nas moderno govoriti o poeziji, literaturi kot o nečem, kar je brez tega družbenega, socialnega in zlasti tudi političnega smisla. Cankar bi temu rekel, da ne, da to ne velja in da je treba, da je literatura v službi nekih višjih socialnih, političnih in zlasti tudi etičnih smotrov. To je dobesedno tako napisal, mislim, da v pismu Zofki Kvedrovike. Ne? To so dejstva in mi moramo zahtevati od današnje literature, ne samo od našega pesnika Kuntnerja, ki pa ni nič kriv za to, da je vendarle naša poezija, naša literatura nekaj zelo, zelo prisotnega v našem socialnem in političnem življenju. Ne? Brez tega je usoda te literature seveda zgubljena, nam ne bo pomenila prav nič. Samo treba je seveda, da oživi v njej neka taka socialno-politična miselnost, ki je prava. Mnogi se trudijo, zase v naših gledališčih, da bi bile predstave politične in ne vem kaj in zganjajo najbolj čudne zadeve v smislu bolj ali manj očitnega anarhizma, ki so na odru brezoblične, vsebinsko, duhovno pa seveda brez pomena. No, to je ena taka reč, ki jo je treba vzeti iz Cankarja, ampak v Cankarju je nebroj teh elementov, ki jih je treba oživiti, aktualizirati. Recimo, on je bil prvi, ki je govoril o korupciji. Pri nas se stalno govori o korupciji. On je bil tisti, ki je sploh postavil to kot moralen, socialni in političen problem Slovencev v Sloveniji v današnjem smislu. On je bil tisti, ki je govoril tudi o korupciji v novinarstvu. Nekateri naši novinarji, tako imenovani levi, se razburajo, če jim kdo očita to in ono. Žal je Cankar prvi ugotovil, kako se neka novinarska srednja lahko uslužbuje ali služi neki politiki. V komediji Za narodov blagor je jasna razlika med Ščuko, ki je novinar, raziskovalec, ki hoče resnico, ki tudi tvega zanjo, nasproti mu stoji novinar, literat, Siratka, ki pravzaprav služi svojim gospodarjem. Se pravi, ta motivika, ta tematika je pri Cankarju izjemno razvita in še za danes pravzaprav absolutno nujna. No, in tega je še pa še. Lahko bi govorili o njegovem odnosu do socialdemokracije. Vemo, kaj je bila socialdemokracija v njegovem času, da je bila zelo omejena, da je bila v glavnem neslovenska ali celo protislovenska, čemur se je Cankar uprl leta po Tigovski resoluciji iz leta 1909 in tako dalje, in je potem dejansko jasno povedal, kaj je Slovenija, kaj smo Slovenci in kaj je pravzaprav s to Jugoslavijo, ki nam je pravzaprav ni ravno napisana na kožo. To je takrat povedano. Skratka, pri njem so ideje, ki jih je treba absolutno povzemati, prenašati v naš čas in to s precejšno ostrino. Vsaj s takšno, kakršno je on znal sformulirati. In še pa še bi se lahko govorilo o tem. Ampak
Da ne bi bil jaz predolg, se bo še kdo drug povzel. Mogoče bi imel jaz naslednje vprašanje. Če poskušamo opredeliti nekje Cankarjev slog, namreč tako pravi v vinjetah, vragu vse teorije, moje oči niso mrtev aparat, moje oči so odprto organ moje duše itd. Kako bi sploh lahko opredelili Cankarjev slog? Profesor Katina, za začetek. Ja, Cankar je o teh rečeh govoril v dveh, recimo, nekako spremnih tekstih. En je tale v vinjetah, drugi je pa uvod k gospe Judit, ne. In seveda, če bi ta dva programska teksta gledali, bi morda težko opazili ali pa pripisali kar tako, če ne bi vedeli, kdo je avtor, da je to en sam človek, ne? Ker človek najbrž že, da ni, kot je profesor Kos lepo povedal, nek agregat, ki bi ves čas izžareval samo eno misel, ampak je skupek različnih dejanj, odzivov, pobud, vsega mogočega torej, ne? In Ivan Cankar kot zelo senzibilen človek je na eni strani recipiral in na drugi strani je seveda tudi veliki pobudnik. Je pa res, ne, da 2 ali 3 stavke preberemo in če smo količ kaj vešči ali pa imamo izkušnje z slovenskimi teksti, bomo težko v dvomu, ali je to Ivan Cankar ali je kdo drug, ne. Lahko ga seveda nekdo posnema, ne, saj to je Izidor Cankar v romanu Spoti lepo pokazal, ne, in Cankarjevega sloga tega na zunaj ni ravno težko ponarediti, ne, to gre pravzaprav v glavnem za apozicije, ne, to se pravi, da se pridevnik da za samostalnik, ne, čeprav je besedni red v slovenščini pač naraven, da je najprej pridevnik in potem samostalnik. Ne, pri Cankarju je zelo pogosto drugače, ne, in to deluje seveda v tem smislu, ne, češ to je nekaj važnega, to je pa zdaj nekaj posebnega in če najdemo recimo primerov, če iščemo primerov v likovni umetnosti, je to kot en tak secesijski zavoj, na neki način je seveda okrasek, po drugi strani ima izredno izrazno moč. Saj smo slišali te stvari, ko je gospod Kuntner interpretiral, torej, to vsekakor ni čisto vsakdanja beseda. Tudi ni slučaj, da so slovenski skladatelji večkrat uglasbljevali, recimo Marjan Kozina ali pa Karol Pahor, Cankarjeve prozne tekste in odkrili dejansko pravcato metrično strukturo v njegovi tako imenovani prozi, ki je torej vsa prežarjena s Cankarjevim duhom. In to je pa tisto bistveno, ne? Na eni strani imamo pisatelje, ki izrečejo, kar izrečejo in kakor izrečejo zato, da dosežejo neki učinek, na drugi strani imamo ustvarjalce, ki izrekajo stvari, ker in kakor držijo. In Ivan Cankar je seveda takšen ustvarjalec, torej, ker nekaj drži zato, povem, to je smisel izražanja, to je smisel tudi ne v areni življenja, ne v areni literature stojim. Torej, znal je pa to seveda v zunanji formi napraviti
na tipičen, torej secesijski način. Ivan Cankar je danes v nemškem svetu priznan kot največji secesijski umetnik Dunaja, proletarskega Dunaja. Govori v secesijskem slogu o spodnjih 100 000 na takšen in tako premišljen, tako izcizeliran način, kot so drugi, zlasti nemško-avstrijski pisatelji, govorili o vrhnih 10 000. In zaradi tega ima tudi v zadnjem času v nemškem svetu Ivan Cankar tudi upoštevanja vredno recepcijo. Išlo je 5 ali 6 knjig v imenitnem Köstlerjevem prevodu in tudi v znanstveni literaturi o proletarskem Dunaju že najdemo kar obilo citirano njegovo delo. Zlasti Dunajski Čehi bi mu lahko postavili spomenik, kajti v opusu Ivana Cankarja so najbolj pristno izraženi. Seveda je pa Ivan Cankar to vse videl in doživel iz prve roke, ampak znal izraziti tako, da to ni reportaža, ampak je nekaj, kar stoji od sedaj na vekomaj. Hvala lepa. Dr. Kos, če gledamo recimo, glede na Kersnika, čem je tisti bistveni, kvalitativni preskok Ivana Cankarja? Morda v tem, da je v jedru Cankarjevega besedila estetska funkcija? Ja, zdaj je težko meriti delež estetskega pri tem ali onem pisatelju. Ja. Za moj okus ima recimo Tavčar izvrsten slog, zlasti v zadnjih letih, v Visoški kronik in tako dalje. Cankar seveda je pa nekaj edinstvenega in zelo nevarno je posnemati Cankarjev slog, ker to je vendarle njegov slog, ki ga je izdelal polagoma, ampak že pač v teh glavnih delih na začetku po letu 1900 je ta slog že skoraj izdelan, čeprav za moj okus je njegov slog najboljši na koncu, zlasti v podobah pisanj, ko se je ta slog izčistil, ko ni bil več samo pojoče in secesijsko, kot pravi kolega Igor, zanimivo arabesken, ampak je bolj strog bil in tam je njegov slog zelo všeč. Drugače pa je njegov slog tako izrazit, da je pravzaprav res ga spoznaš takoj po enem odstavku, jasno. In Izidor Cankar ga je v tem romanu Spoti zelo krasno imitiral tam, kjer naj bi Cankar popisal, kako se Romeo po tisti lestvici ali kaj uspenja k Juliji na balkon. In tam vsak od pisateljev, ki jih imitira, pove to drugače. Seveda pri Cankarju je vse to pojoče, čudovito, razvalovano, hrepenensko, čisto v samem ritmu stavkov napravljeno, ampak kot rečeno, bati se je posnemati Cankarja, ker ta njegov slog je prvič tako izviren, drugič pa je tako primern vsebini teh stavkov v njegovi duhovni kondiciji, da pravzaprav nismo vsi Cankarji. Nekateri pravzaprav težko sprejemajo Cankarja po tej čustveni plati. Recimo Lojze Kovačič, ki je naš odlični pisatelj, bil po vojni verjetno, a je kot najboljši pripovednik, bi lahko rekli o Lojzetu. Imaš ti kakšen drugačen okus. No, skratka, recimo, ga ni prenesel, ker je bil bolj, kako bi rekel, grobega značaja in je hodil pisati grobo, medtem ko pri Cankarju je to seveda pojoče, poetično, razvalovano, ritem teh stavkov je pač skoraj da tudi svetopisemski in tako dalje, in tako dalje.
Ampak kot rečeno, ta slog je tako edinstven in verjetno po naših realistih, zate po Krstniku, je to čisto nekaj drugega in je s tem verjetno zelo fasciniral publiko svojega časa. Vsi so govorili, ja se ne strinjamo z njegovimi idejami, z njegovo vsebino, ampak slog pa forma, to je pa tako mojstrsko in tako dalje in tako dalje. Čeprav mislim, da bolj važna je vsebina pri njem. No, čeprav je pa res, da v drami ali pa tudi v romanu, recimo v Martinu Kačurju, ima tudi drugačne registre, torej je v pravem pomenu besede tudi dialoški ustvarjalec, ne da bi vse zdaj izrekal na enak način, ne sej, recimo v Martinu Kačurju imate takšno ostrino, ki se jo težko najde, lahko za vsak slovenski kraj rečete, kraj je lep, da bi le ljudi ne bilo, ali kaj podobnega, in takšnih, torej pravih izrekov, torej aforizmov najdemo v Cankarju, ne samo v dramatike, ampak tudi v romanu kar nekaj, tako da ni samo ta izcizeliranost, kar zadeva dramatiko, je lepa vida nekaj posebnega, ker je pač recimo prva poetična drama ali kaj podobnega, vsaj v tej smeri, medtem ko kakšen, recimo za narodov blagor, tu je pa prava takšna igra besede, torej, ki niti ne prenese, ne vem, kakšnega prenavljanja, razen če hočete izvati škandal, pa date na mesto levega čevlja desno zavezovati, ali kaj podobnega, samo pač nekateri imajo od nekdaj težave levo ali desno. Sej jaz sem bil tudi tak, zato sem uro začel nositi. Da vem, kje je levo. No, tu bi se dalo reči, da je pač razlika med dramatiko in seveda prozo. Proza te hitro zapelje v nekaj drugačnega, medtem kot drama, večina njegovih dram, razen lepe vide, rahlo pisana nekoliko drugače. Zlasti Kralj na Betanju in seveda pa tako dalje. Že pri Pohujšanju je stvar spet drugačna. Tam govorijo različno sicer. One dva, Jacinta in Peter, pa sploh pojeta v verzih. Dramatika je zelo mnogovrstna zadeva lahko. Profesor Grdina, vi ste precej natančno preučili boemsko življenje tistega časa in pač našega kraja. Kako je recimo Cankarja dojemal takratni ljubljanski, slovenski meščan, mogoče celo malo meščan, lahko rečemo. Recimo, spominjam se anekdote, ko Cankar pljune, pa reče neka dama, ko pride mimo, izmeček, izmečka, in Cankar pa prav inteligentno sklene naprej, izmečku, izmeček. Zdaj moramo seveda ločiti legendo od tistega, kar je recimo preverljivo. Torej, gotovo je, da Ivan Cankar nikakor ni bil kralj ljubljanske boeme. To je bil gotovo slikar Fran Tratnik, ki je, kot piše policijsko poročilo, iz samega alkoholizma in alkoholiziranosti nekoč skočil v Ljubljanico. Potem pisatelj Vladimir Levsti, ki je tudi bil takšen, v enem pismu Ivanu prijatelju piše, na priliko včeraj sem popil 1 liter žganja. Res pa je, da se potem z Ivanom Cankarjem sta se prerivala in Cankar je bil seveda bolj šibke konstitucije in je zlezel pod mizo. Ampak seveda v zavesti marsikoga Ivan Cankar kot France Prešern živi kot prijatelj upojil. Ampak poglejte,
tolikšen opus v tako kratkem času, kot mu je bil namenjen, tolikšnega opusa ni mogoče napisati brez hude samodiscipline. Ima eno črtico Ponesrečeni feljton, kjer govori o tem, kako v nekem hrupu ali pa v nekih improviziranih razmerah ne more pisati. V Podobah iz sanj izrecno govori o tem, kako težko piše, pa ne samo zaradi okoliščin, ampak čuti do vsake besede odgovornost in do tistega, kar s to besedo seveda izreče. Tako da ta slika Ivana Cankarja kot recimo kralja boeme, ki jo pa seveda so sodobniki na neki način utrjevali, saj znana je podoba, emblematična podoba Hinka Smrekarja, torej Ivan Cankar s kahlo na glavi in potem še sveča gor in z uperjenim prstom in spodaj piše na kolena svet, jaz sem Ivan Cankar. Torej, res je, da v Cankarjevi bližini po pričevanju sodobnikov ni bilo ravno varno ali spodobno govoriti o vrlinah drugih pisateljev. Nekoč je rekel, nekoč je rekel, Tolstoj je Tolstoj, ampak jaz sem pa Cankar. Torej, on je nekdo nasproti vsem, vsakomer, kdorkoli pač, in seveda takšen človek je na neki način seveda obsojen na to, da je osamljen, tudi kadar je obdan z mnogimi. In seveda bil je velikokrat obdan z mnogimi, to da pisal je vedno sam in če pomislite, koliko je napisal, potem veste, da je to mu vzelo zelo veliko časa. Ampak tudi, če bi šli raziskovati njegovo dunajsko obdobje, bi prišli do podobnih rezultatov. Res je pa tam se znašel, in to bi bilo tudi treba poudariti, z ljudmi različnih družbenih slojev. Njegovi sodobniki slovenski so opazili, da je bila njegova francoščina nenavadno dobra, torej vsekakor nad tistim šolskim znanjem, in pri Širokovem pričevanju je tudi pojasnjeno, zakaj lahko bi to, torej, ker je se spoprijateljil z ljudmi višjega sloja, ki so na Dunaji pa govorili francosko. Lahko bi, če bi vzeli seveda še druga pričevanja, ugotovili, da je bil svet Ivana Cankarja pravzaprav neverjetno širok, nikakor ne samo proletarski. In seveda mu je tudi to jemalo časa. In zdaj ob tem vedno imejmo pred očmi 30 zvezkov zbranega dela, nastalega tamkaj od začetka 90-ih let do 1918. To je zelo malo časa in izračunajte, čisto statistika vam pokaže, da je moral ogromno pisati. Temu primerne so seveda bili njegovi dohodki, torej za približno 2 profesorski plači je bilo letnih dohodkov njegovih, ampak to so bili samo iz dela. Takrat ni bilo nobenih agencij, ki bi podpirale pisatelje. Torej, država je imela nek fond, če je hotel kak pisatelj potovati, ampak slovenski pisatelji so takšne ustanove dobivali zelo redko. Kaj hočem z vsem tem povedati? Hočem povedati to, da je bil Ivan Cankar, ne glede na vse te anekdote, številne legende, predvsem seveda samoten delavec
ni bil toliko osamljen, kakor samoten, ampak bil je velik garač. Če smem povedati, na rokopisnem oddelku si lahko, ko gledamo po zapuščinah, je nekaj zelo običajnega, da pri določenem delu naletimo na osnutek in potem prvi poskus pisanja neke proze, pesmi in potem po določenem številu poskusov pride na koncu čistopis. Pri Cankarju imamo tako rekoč vse napisano iz glave. Sicer imamo prečrtan kakšen stavek, nekoliko popravljen, ampak pri Cankarju imamo direktno čistopis in to je med rokopisnimi zapuščinami, lahko rečem, fenomen. Profesor Kos, mislim, da ste še vi nekaj želeli pridodati. O tej zadevi, kako bi rekel, njegovem življenju, pa načinu pisanja, ustvarjanja. Moj vtis je ta, da je včasih pisal zelo lahko in na hitro. Tako da nekaterim spisom se pozna, da jih je spisal v razmeroma relativno krajšem času, medtem ko ponekod, in to priznava sam, se je pa zelo mučil. Čisto nad kakšnim kratkim odstavkom, mislim, da za primer navaja tisti Očenaš v Hlapcu Jerneju ali pa tisto pridigo v Martinu Kačurju, če se ne motim. Se pravi, njegovo delo ustvarjanje je bilo neenakomerno, seveda, kadar je prehitro pisal, to ni bilo čisto dobro, kaj ne? Za končni rezultat, tam se pozna, da je vendarle bil svoboden pisatelj, kot bi danes rekli, samostojni kulturni ustvarjalec, verjetno prvi v Sloveniji te vrste, ne? Vsi drugi so imeli pač službe in tako dalje, tako dalje. Medtem ko on je moral pravzaprav res od tega živeti, hvala Bogu, bil je genialen, ne? Tako da večina njegovega dela je ostajala na tej ravni, najvišji ravni, včasih se je moral seveda vendarle nekako pohiteti z delom in tam se pa nekaterim delom seveda pozna. Zdaj, kako je bil discipliniran ali ne v svojem življenju, vemo, da je fizično se uničeval, ne? Ne vem, koliko je pokadil na dan, ne vem, koliko je popil kav, črni kav. On se je s tem verjetno uničil, kolikor vem, je njegovo zdravje na koncu bilo rezultat tega skrajno nevarnega življenja. Ne? Ampak to je rabil za ustvarjanje. Najbrž je rabil, ne? Ta poživila. Večina umetnikov je itak takih, smo slišali. Ne? Tratnik recimo je bil pijanc, drugi so bili taki ali drugačni. To je za umetnike, zlasti za največje umetnike, kar dosti značilno, ne? Da ne govorimo o tisti, ki so jemali mamila in tako dalje. Saj vemo, kaj je Baudelaire počel in tako dalje. Ne? To je to. Čeprav preveč ne smemo stikati po teh osebnih življenjskih okoliščinah, ker on sam mislim, da je bil zoper to, da bi zdaj sodili o nekem delu, opusu nekega človeka po njegovih življenjskih navadah, kar je lahko neokusno, ne? Ampak zlasti moderni biografi in tako dalje to ljubijo. Ne? Saj vidimo zdaj, o Shakespearju je šla ena debela knjiga, kjer je vse popisano, kaj in kako si ga lahko zamišljamo, čeprav o Shakespearju. Kako? Mislite Greenblata? Ja, Greenblata. Čeprav dejansko kaj dosti v njem ne vemo, ne? Ampak vendarle, ne? To je zdaj to. Danes so biografije ni tako modne. Ja, je pa res, ne, da se Ivan Cankar ni poskušal olajševati življenja, recimo razen mladosti z recimo B-produkcijo, pisateljsko ali pa s prevajanjem. Ker recimo drugi umetnik tistega časa, ki živi od svojega dela, besedni umetnik pri nas, torej Vladimir Levstik,
je danes bolj znan kot prevajalec, seveda, ne. In je dejansko živel od prevajanja in je bil kot pisatelj, nedeljski pisatelj, ne. Pri Ivanu Cankarju ni takšne samopomoči, recimo v tej neki pomožni za ustvarjalca, vendarle pomožnem pisanju. No, prevajal je kvečemu za gledališče, ne? Pa od začetka, Tam je pa ne? nekaj, ja, pa bolj od začetku se je šele uvajal. Katerega Cankarja nekoliko manj poznamo? Recimo, vemo, da je bil včasih pisec libretov, prevajal tudi librete. No, mimogrede ne omenim tudi, da je zelo dobro risal. Če pomislim samo na dramo Jakob Ruda, v rokopisni obliki so tudi liki, kakor si jih je Cankar predstavljal, bojda je celo za kakšen sod narisal koga na vrhniki. Bo to držalo? Torej, najbolj zanimivo je to, ne, če primerjamo bratranca Izidorja, ki je bil umetnostni zgodovinar, in ne poznamo niti enega njegovega poskusa upodobitve. On je imel umetniško ustvarjalno izkušnjo samo iz pisateljevanja, torej se ima nekaj literarno-teoretskih spisov, to že, ampak to ni osrednji Izidor Cankar. Medtem ko Ivan Cankar pa vendarle kaže pot k precej tipičnemu umetniku secesijske dobe, ki pravzaprav svojo nadarjenost izkazuje na tak način, da pravzaprav dokazuje, da ni nadarjenosti samo za eno stvar, ne. Torej, te podobe, ki ste jih omenili, ki niso karikature, ne, so pa vendarle te dramske osebe upodobljene nekako potencirano. To korespondira navsezadnje recimo z kraljem na Betajnovi, ne. Tako se politika ne dela dobesedno, tam, ko se menijo za mandat, pa vendarle se pa dela na podoben način, torej podoben način se kupčuje velikokrat, ne, zdaj vedno, ko govorimo, je samo po sebi umevno, da so prisotni izvzeti, ne. Tako da, torej, je to zanimivo korespondiranje med načinom njegovega upodabljanja v likovnem izrazu in seveda v besedni umetnosti. Ampak takih umetnikov je pravzaprav v fantasy-jeklu veliko, od litovskega Čiurlionisa, ki je bil recimo glasbenik, pa slikar, pa recimo Richard Wagner, kot oče nove romantike, ki je seveda muzik, pa torej tudi reproduktivec, dirigent in seveda precej slab pesnik, to je že treba reči, ampak vendarle je tukaj zadaj deluje recimo ta ideja prav umetnine, ki potem skozi osebnost prihaja do izraza na več področjih in Ivan Cankar je že takšen, ne. Rad bi upozoril, mimogrede, ne, v podobah iz sanj imamo načrtico Veselejša pesem, ne, torej zelo pomembna črtica, ki govori o njegovem pravzaprav velikem razumevanju tudi glasbene umetnosti, čeprav seveda jedro te črtice niti ni toliko povezano samo glasbo kot z nekim celovitim človeškim občutenjem, ne. Imamo njegova stališča do slovenskih impresionistov zelo jasno izražena, ne. Torej,
kaj hočem poudariti, ne? Prej, ko sem govoril o tem, da je veliko časa mu ustvarjanje vzelo, ampak tudi recipiranje, torej sprejemanje pobud iz časa od sodobnikov, seznanjenost s tem, kaj se dogaja, kje živi, kakšne so razmere, v katerih živi, tudi to mu je jemalo veliko časa. Gospod Huntner, vi ste igrali v televizijskem filmu Na klancu, drži? To je celovečerni film. Celovečerni film. Igrali ste Lojza, ne? Lojzeta, ja. Ja. In glede na to, da je to pravzaprav avtobiografski film, ste na nek način samega Cankarja, lahko rečemo, igrali, ne? Povejte mi, kakšen je občutek, glede na to, da ste igrali vi številne vloge, ne? Kakšen je občutek igrati Cankarja glede na ostale vloge, ki ste jih igrali? Najprej bi se zahvalil, da ste me povabili za to omizje in izražal bi ponos, da sem lahko s takima učenjakoma za isto mizo, ki toliko veste o literaturi, o teoriji literature in tako naprej, in o jeziku in vsem. Tako da z nekatere stvari sem kar še hotel oglasiti, ko sem se spomnil recimo na Kosmača in tako naprej, ki sem z njim nekaj časa tudi bil zelo blizu. Ampak jaz bi rad z druge strani prišel do tega Cankarja in sicer jaz bi se ozrl nazaj prav do mraka otroških let, tako je Cankar rekel. Jaz sem, ko sem bil star 10 let, sem dobil prvo knjigo Udar. Prvo in sploh ni bilo pri hiši veliko knjig, kak večki glas je bil kakšne literature iz šole in sem dobil prvo knjigo Udar, kjer je bil naslov, sem še čudil, Jaz, bratje, pa vem za domovino, tak dolg naslov, kaj je za to za hudič 10 let star, in bolj sem jaz to bral in naprej, ko sem se z njim srečeval, s Cankarjem, ki je govoril, ki je živel v areni življenja in je tudi pisal iz arene življenja, se me iz arene dotaknil. In jaz Cankarjeve literature nikoli nisem jemal kot literaturo. Ampak, poglej, on govori o meni. On govori o ljudeh tam, v severovzhodni Sloveniji, Trate, Marija Snežna. Tam, ko sem pozneje, imel sem srečo, veliko srečo, da sem tudi pozneje igral veliko Cankarjevih dramah, na Klancu, poleg na Klancu seveda tudi v Hlapcih za narodno blagor, Kralj v Betajnovi, Lepa vida in tako naprej, ampak posod in zmeraj sem rekel, pa vse to ni literatura. To je pravzaprav iz arene življenja, tako kot je rekel. In ko ste omenili tisto prvo knjigo, Jaz, bratje, pa vem za domovino, je prav usodno se me prijelo, ko sem bil star 10 let in pozneje je spremljalo me do Ivana Borštnerja. Jaz, bratje, pa vem za domovino. In mi vsi jo slutimo. Kar so nam siloma vzeli, za kar so nas ogoljufali in opeharili, bomo dobili povrnjeno in poplačano s tisočerimi obrestmi. Naša domovina je boj za prihodnost, ta domovina je vredna najžlahtnejše krvi in najboljšega življenja. Iz muke, trpljenja in suženjstva neštetih milijonov bo zrasla naša domovina, ta prelepa zemlja z vsem svojim neizmernim bogastvom. Tako bodo le še grenak in grd spomin te gospodske domovine na suženjstvo zidane, s krvjo in solzami gnojene, sramota človeštvu za smeh pravici. Kaj je to drugo kot slovenska pomlad? To je vsebina slovenske pomlade. Leta 1909 napisana 80 let pred slovensko pomladjo.
In ni čudno, da je Ivan Borštner v svoji knjigi, pač ne, v svojem govoru leta 27. julija 88 začel, se spomnite, na Roški cesti, imel listek, pa sem mu tako tresel, pa rekel, jaz, bratje, pa vem za domovino. Veste, kaj je bilo takrat to reči? Pred vojaškim sodiščem in naprej. In ni čudno, da je Kuntner poznaj to v tej knjigi o 25-letnici države, to Cankarjeve besede vzel kot moto. Tudi Cankar pa je 80 let prej. In kot moto sem dal noter tudi Ivana Borštnerja, pa vam ne bom zdaj tega bral, ker to zdaj bomo se posvetili samo Cankarju. Bom nadaljeval. Poglejte, vse, kar je Cankar, se mene dotakne, bilo iz arene življenja in se me zato dotakne, ker se mi je zdelo, da to ni literatura, to je stvar izpovedi. In srečo sem imel, da sem se poznaje lahko izpovedoval tudi z Lojzetom na Klancu, z Jermanom s Hlapcev in tako naprej, so na to zapisani, jaz sem pozabil, z Bernotom Kralj na Betanju, Ščuka, za narodov Blagor in tako naprej, in tako naprej. Glejte, in skozi me je spremljalo in se velikokrat tudi na svojih literarnih večerih kar zamenjal, rajši Cankar je povedal namesto sebe, ker je tako dober, tako v bistvu povedal stvari s tako resnico, tako da si kar svoje rajši pusto, kaj bom jaz govoril, vse je tudi vse napisal. Gledajte, Cankar je znal domovini reči nebesa pod Triglavom, sem prej povedal tisto odlomek, nebesa pod Triglavom, on je bil zmožen reči domovina, ti si kakor zdravje, in je lahko imel zmožen reči domovina, ti si kakor vlačuga. Vse je čutil. Od nebes, od najstrašnejše bolečine do najslajše radosti je zopet njegova. Vse to je čutil in to sem jaz začutil njem. In zato je on moj pisatelj, moj prijatelj. Zato, čeprav je veliko nekaj literarnega, kar bo vas bolj zanimalo, mene tukaj ne zanima to, tista lepota jezika, pa vse to je v redu. Pa še nekaj bom dodal zdaj, ko sem se spomnil, ste rekli, da kakšne stvari težko pisal. Jaz včasih zelo težko pišem, ne pišem lahko. Imel sem prijatelja, bližnjega, velikega slovenskega pisatelja, Cirila Kosmača. Bom samo eno stvar povedal, kaj mi je rekel. Rekel, veš, jaz sem dobesedno, so se spomnil, ko je meni Mulcu, ko sem bil njegov tajnik na društvu pisateljev, in so včasih takole, kako rekla, nepametne literaturi, nepametne, ampak take, iz življenja, iz arene življenja. Rekel, veš kaj, jaz sem balada o Trovenču in oblaku napisal 1200 strani, tiskanih je pa samo 400. Je rekel, jaz sem vse ostalo uničil, je rekel, noben slavist in noben kritik se ne bo izživljal nad mojim trpljenjem. To sem pa jaz rekel, če pa Kosmač, tak velik pisatelj, tako težko pravzaprav piše, pa jaz tudi smem nehati, pa jaz tudi smem obupati. In nisem obupal do današnjih dni. Jaz bom kar nadaljeval, gledajte, nekaj se prinesel zraven, da bo bolj zadišalo po življenju, po areni življenja. Gledajte, prinesel se zraven skodelico kave, da bo zadišalo po kavi, čeprav bom malo tako začel naprej skodelico kave. Skodelico kave, pogledajte. Jaz sem poznaj igral v teh njegovih dramah, kot sem že povedal, in bom pol kaj citiral, kar se našega časa tiče, mene tiče, nas vseh se tiče, ko ste videli, kako je to danes živo. To pa naj diši po njegovih časih, po njegovi pomladi. In diši tudi po naši pomladi in po tej pomladi. Jaz bom to tudi pustil v tej hiši, ki še vedno diši po eni pomladi, ki je največja od vseh pomladi. Zato bom to pustil, tu pa enkrat spite in se spomnite zdaj ob 140-letnici. Jaz sem ob njegovi 120-letnici, ko smo svojo državo dobili, sem povedal, pogledajte, Cankar je že vse napisal.
Cankarjev se napisal nepesi potekla, veselje nad domovino, od Štajerskih gori za strme državske obale, kar sem prej povedal, tako naprej. Vse. In je znal tudi ušimfati, in je znal bolečino izraziti. Vse. In sem si rekel, jaz bom pa naredil ob vseh teh dramah, ki sem imel čast tudi igrati, pa bom izbral njegove odlomke iz raznih njegovih proznih del, krajših in daljših, ki govorijo o domovini, kar bi jaz moral napisati, pa mi ni treba, ker je vse on napisal že. Poglejte, eno teh stvari, gledajte, kako lepo pisavo je. To je gledališki list tiste, ob 120-letnici sem imel in premiero sem imel, veste kje? Na Krederci. In jaz sem predlagal, še to povem, predlagal naše umetniške vodje, da bi, dajmo na najvišjem nivoju narediti, na najvišjem nivoju naredimo, kot štos, pa bi bilo super, da bi na mestnem teatru premiera, ampak na najvišjem nivoju na Krederci, še ni bilo premiera na Krederci. Ta predstava je pol res bila, ampak niso jo to vzeli kot delo mestnega teatra, zato, ker so zvedeli, da bo tam tudi Janša. A se predstavljate? Leta 96. Da bo Janša pa vedno tam prišel jaz rekel, jaz mislim, da bo. Ker so vedno strente gor prihajali in tam seveda pridejo najboljši ljudje, ki čutijo, ki pridejo, ne dihajo tega zraka, te knjižin. In so takoj povedali, so zakrknili se. Pred 20 leti so se že zakrknili pri Janši. Slušajte, to je nekaj norga, jaz sem take stvari se jaz doživljal. Janša, ki je to državo delal. No, zdaj sem aktualiziral in vse bom aktualiziral, kar bom povedal naprej. Glejte, in kakaj lepa pisava. In kaj je Cankar tukaj napisal? V tem gledališkem listu sem rekel, ne teoretizirati nič. Povejte rajši, daj ta odlom. Domovinska ljubezen Slovenca, napisano leta 1915, je danes po moje bolj aktualna kot takrat. Domovinska ljubezen Slovenca je stvar čisto brez primera in podobe. Ne da se nikakor opisati, od njih se neha moja in vsaka umetnost. Primerjati bi mogel to ljubezen kvečemo z ljubeznijo do matere, do mrtve matere, ki ne sliši več nobene zakasnele molitve, nobene prošnje za tolažbo in odpuščanje. Ob bežnem spominu, enem trenutku premeri in občuti človek vse tisoči razstopenj ljubezni. Od najstrašnejše bolečine do najslajše radosti. Kdor ljubi svojo domovino, jo z enim samim objemom svoje misli obseže vso, ne samo nje, temveč vse, kar je kdaj ljubil in kar bo ljubil kdaj kasneje, zakaj ljubezen je ena sama in nerazdeljiva. V en sam kratek utrip srca je stisnjeno vse. Mati, domovina, Bog. Napisal je v kratkem delu so zgodovino slovenskega naroda. Narod enkrat blagoslovljen, 9-krat obsojen. Kako si živel? Kaj si doživel? Tvoja dolga povest je povest o siromaku betežnem, ki ustati ne more. Kolikor je dolin in kotlin po teh lepih deželah, ne držale bi vse tiste krvi, ki je bila to prelita? In koliko je bo še prelite? Komaj si stopil na svet, si bil ti narod sužen, sužen med narodi. Otrok si bil, pa že sužen. Psovka ti je naobdelila, palica ti ga je utepala. Sovali so te od vseh strani, očevi in mačehe, botri in botrice. Včasih si zajokal, včasih si umahnil, usutrujen. Včasih si pa tudi planil. Ali kome si planil, so te podrli na tla. Zvezali so te še tesneje in celo usta so ti zaklenili. V curkih je tekla kri iz tvojih žil, napojila je to zemljo za več klafter globoko. Zato je ta zemlja rodila. In kadar si jedel sužni kruh, si jedel sam svoje meso in pil svoje kri. Molčan si, o slovenski narod, 1500 let krvaviš, izkrvavel nisi.
narod mehkužnik bi dušo izdihnil, še sveče bi mu nažgali, še bil bi mu napeli, ti pa tisočkrat ranjen v trpljenju. Me zmaješ z rameni, po težko sovražno pestjo in praviš, nikar te ta burka je stara že 1000 let. Vsa zgodovina slovenskega naroda. Poglejte, sta omenila novinarje. Ščuka je bil novinar. In Ščuka je, gledajte, to povedal, Ščuka. Zaničujete me po pravici. Jaz sem nesrečen človek. Kdor je danes nesrečen, je zaničevanje vreden. Treba je samo pogniti koleno, samo sladko smehljati se je treba, nič drugega. In ničesar ne sme človek videti, ničesar si ne sme želeti. Ali jaz vidim, kako gremo vsi skupaj navzdol v neskončno blato. Jaz vidim, kako so nam laži in fraze vzele še tisto malo, kar smo imeli dobrega in krepkega v sebi. Kdor bi gledal to življenje oddaleč, bi se mu smejal. Kdor ga mora živeti in je pošten, je najboljše, da se obrese. Ničesar se ne sme človek želeti, ničesar želeti. Ali jaz bi rad gledal ljudi, ki bi pljunili pod mizo, preden bi izgovorili eno tistih fraz, ki jih danes živimo in ki so cilj in konec vsega našega neumnega in brezpomembnega delovanja. In to bi vendar ne bilo tako težko, ne bilo bi tako težko, samo oči bi bilo treba odpreti, samo oči odpreti, da jih prah popolnoma ne zapraši. Zrabi bi se izčisti in vsi bi dihali. 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 Ščuka. Naslednje. Kar naprej se omenja hlapci. Glejte, človek dan današnji še svojemu bližnjemu ni zvest, ne svojemu prijatelju, ne bratu in še sebi ni zvest. Pa bi bil zvest temu ljudstvu, ki zaupa na oko in na besedo kakor otrok. Pomislite, pol leta je komaj od setve do žetve, pa so ljudje brez števila jih je, ki so zavrgli svojo pamet in svojo vest, kako nadležno breme na tej poti do kruha. Tisti, ki so Boga samega zasmehovali, kleče pred njegovimi nevrednimi hlapci. Prej kleto, zdaj molitev, beseda pa je votla preko slej, zakaj ni, srce je prazno. Tako se je zgodilo od setve do žetve. Pa če se vreme nocoj zasukne, bodo preklinjali, ki so še davi molili. Nova resnica obsenčila svet. Izkušen človek mi je razložil. Hlapčuj, pa boš napojen in nasičen in nikar ne sprašuj, kdo ti je gospodar in kaj ti ukazuje. Hlapci. Za hlapca rojeni, za hlapca vzgojeni, ustvarjeni za hlapčevanje, gospodar se menja, bič pa ostane in bo ostal na vekomaj, ker je hrbet skrivljen, biča bajen in željan. Hlapci, med vas bi Kristus ne prišel z besedo, prišel bi z bičem. Norec, ki se je namenil, da bi vam odklepal to pamet 9-krat zaklenil. Jernej. Poglejte. Vsa nesreča, koliko smo jo doživeli, izvira iz ene same laži, da nimamo kulture, da torej nismo vredni stopiti med druge narode in da moramo pobirati ostanke, medtem ko so drugi pojedli od cvirke in vse masne žgance. Kaj je za tega del treba? Treba je pokazati, da imamo kulturo. Do zdaj smo šele povedali, da smo, odslej pa je treba pripovedovati, kaj smo. Doslej je bilo delo na zunaj in mislim, da je bilo lažje, zdaj pa prišel čas, ko je treba delati to stran meje. Tak bo ta narod, kakor ga boš naredil, toliko bo vedel, koliko ga boš naučil, tako si mislim, da zato ni moja dolžnost, temveč moje življenje je, da tako storim, kakor mislim. Če za 20 let bo že drugače, ampak stvar je taka, da pride pametni ljudje, zmeram prezgodaj, zakaj, če bi prezgodaj ne prišli, bi ne bili več tako pametni. Usodno uro spoznati, kadar bije, ni umetnost, ampak slutiti jo prej, to je umetnost. Kaj bi bil jaz?
če bi ne bilo v meni veliko hrepenenje, da koristim drugim. Da jim darujem to malo, kar imam. Kar bi ne bil slabši od živali, če bi spoznal svojo pot in bi je ne nastopil. Če bi vedel, da moram iti na desno, pa bi šel na levo, samo zato, ker je tam odrezan zame večji kos kruha. Vse je tako malo, kar imam. Vse to življenje je tako majhno in malo pomembno, pa bi še tega ne daroval. To je tako, kakor z Bogim darom svetopisemske vdove. Nič manj ni vreden, kakor talenti bogataša, in če bi ga ne darovala, bi ne bil njen greh nič manjši, kakor bogataša. Še eno mislim, še eno. Slišal sem v tistem času govor debelega Gospoda. Dolg govor je bil, meni pa se zdelo, da slišim eno samo besedo. Domovina, 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 čast in blagor domovine, naboj za domovino, vse za domovino. Ko se je utrudil in je nehal, sem vprašal soseda, kdo pa je ta debeli in spoštljivi Gospod. Sosed se zasmejal in je rekel, 3 hiš ima v mestu, pa tudi zunaj mesta lep kos domovine, sinovi pa so mu priskrbljeni tako varno, da ne bodo marširali. Pa je rekel, vse za domovino, saj ni mislil svojega bogatstva, saj ni mislil svoje krvi. Zdaj smo tam, kjer sem začel, ozri se nazaj prav do mraka otroških let. In bom zdaj tole povedal, kar je Cankar takrat napisal, ozri se nazaj prav do mraka otroških let. Kam je letelo vse hrepenenje? Komu je bila darovana najboljša moč srca in razuma? Odkot je vrela, kam se je vračala vsa radost in bolest. Resnična domovina, nisem te ljubil, kakor cmerav otrok, ki se drži mater za krilo, tudi te nisem ljubil, kakor solzno meškobni vzdihovalec, ki ti kadi v lica sladke dišave, da te skele uboge oči. Ljubil sem te s poznanjem. Videl sem te vso, na odlogah in v grehih, sramoti in zmotah, ponižanju in bridkosti. Zato sem žalostjo in srdom v srcu ljubil tvojo oskrumljeno lepoto, ljubil 100-krat više in 100-krat globlje od vseh tvojih trubadurij. Moje delo je knjiga ljubezni. Odpri jo domovina, da boš videli, kdo ti je pravičen sin. Dal sem ti, kar si imel. Če je bilo veliko ali malo, Bog je delil, Bog razsodil. Dal sem ti svoje besedo, dal sem ti svojo fantazijo, dal sem ti svoje življenje. Kaj bi ti še dal? In zdaj bom zaključil. Ne bom več govoril, zdaj sem ga vse prehitil. Cankar ima to besed, ampak mislim, da nobene nisem grešil. Jaz bom zdaj povedal še nekaj. Spomnite se, Jerman pravi, Kalandrov pravi, ta roka bo kovala svet, nekakšna pest. Jaz ne bom več zboroval. Vi, ki imate v srcu mladost in v pesti moč, vi glejte. Na vaših plečih bo slonelo življenje. Moja so odpovedala. Vse Cankarjeve besede, ki sem jih vedno uporabljal tudi danes, s tem zadnje, so moje misli. Jih jaz živim in se s Cankarjem izpovedujem in sem temu Ivanu neskončno hvaležen za njegovo odlično literaturo. Zdaj mi pa dovoljte, ker tudi sam kakšno pesem da napišem, da eno svojo preberem, ki je pa replika na tisto, kar sem v začetku povedal. Replika na nebesa pod Triglavom. Vso Cankarjevo literaturo od takrat daleč nazaj sem jo jemal kot današnjo svojih dni,
svojega življenja, iz svoje arene. In tudi danes bom to repliko odgovoril Cankarju na nebesa pod Triglavom. Vsi vemo, kaj doživljamo in kaj bomo doživeli. In mi moramo Slovenci tudi vase pogledati, kje živimo, da res živimo v nebesih pod Triglavom in zakaj v teh nebesih ne živimo dalje in boljše, tako naprej. Poglejte, res košček nebes pod Triglavom. Snežne planine, zelene doline, gore, gorice, nebeške vasice, prebivališča za angele, zeleni bregovi, gozdovi, lesovi, reke, rečice, bistrice, jezera, pisana mesta in pisana polja. A kje so ljudje? Ni ljudi. Res raj za nesrečne brezdomce, zgubljene, izdane, pregnane, bežeče pred silo in smrtjo. Glej, tisoče praznih domov, domačinov, ki so odšli. Kam? Z nebes pod Triglavom. Drvijo v veliki svet, po velikih cestah z avtomobili, čez viadukte, tunele, mostove, daleč in dalje, hitro, hitreje, brez misli in meje, v dimno prihodnost. Thank you.